Včeraj so v mariborski mestni hiši potekale volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet. Elektorji iz tretjega volilnega okraja, ki jo sestavljajo občine Maribor, Hoče - Slivnica, Pesnica, Kungota, Duplek, Račefram, Šentilj in občina Miklavž na Dravskem polju, so za državnega svetnika izvolili kandidata občine Duplek Franca Kanglerja. Čeprav gre za tako imenovani drugi dom parlamenta, to ne bi smelo zamajati kandidatovega prizadevanja za blaginjo vzhodnoslovenske regije. En sam ne more nič. Potrebno se povezati v državnem svetu in prav gotovo ne vidim zadržkov tako z levimi kot desnimi državnimi svetniki. Srce bije štajersko, tudi vijolično. Kljub vsemu pa je bila včerajšnja izvolitev Kanglerja presenetljiva, saj ga je podprlo kar 15 od skupno 38 elektorjev. Boljši rezultat se je pričakoval za kandidata Alojza Križmana, ki ga je predlagala mestna občina Maribor z največ elektorji, podprla pa tudi največja vladna stranka, Stranka modernega centra. Logično bi bilo, da bi elektorji mestne občine Maribor seveda podpirali svojega kandidata, ki je recimo na mestnem svetu dobil 12 glasov. Ampak očitno se da marsikaj speljati v drugi smeri. Križman, ki svoj poraz nevtralizira s kritiko mestnega sveta, je po naših informacijah v ozadju močno lobiral, da bi na svojo stran pridobil čim več elektorjev. Na naše eksplicitno vprašanje o vsem skupaj pa Križman: Ne, zakaj? Glejte, eni so to počeli, jaz prvič nisem imel časa za to, drugič pa se mi to zdi izpod nivoja, ker elektorji imajo svojo odgovornost, imajo odgovornost tudi do svoje občine in do svojega okolja. Na trhle temelje se postavijo izrečene besede Križmana, ko beremo elektronsko sporočilo, ki smo ga pridobili. V njem Križman mariborskemu podžupanu Pelku z elektorskimi glasovi pogojuje osebno podporo in podporo vladajoče Stranke modernega centra pri določenih projektih mestne občine Maribor in regije. Če bi glasove pridobil od liste Andreja Fištravca, tako gre razumeti Križmana v sporočilu, ne bi problematiziral prodaje Farmadenta, projekta obnove stare tribune Ljudskega vrta ter širitve mariborskega letališča. Gre za politično dvoličnost ali dejanja, ki so na meji politične korupcije? V nedolžnost ravnanj Križmana ni prepričan niti mariborski podžupan Saša Pelko. Jaz sem že poslal odprto pismo predsedniku vlade oziroma predsedniku stranke SMC, njihovim organom, predsedstvu stranke SMC v mestni občini Maribor, da se do tega opredelijo. Pričakujem, da se bodo dobili čim prej. Razmišljam pa tudi o tem, da bi dal prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije, ker mislim, da so pa tukaj je bil presežena ena meja zdravega okusa in mislim, da tudi meja legalnosti. Še posebej v oči bode dejstvo, da je ugleden mariborski politik, doktor znanosti, nekdanji rektor in župan mestne občine Maribor pred našo kamero projekte, ki bi jih ob zagotovitvi elektorskih glasov podprl, kritiziral. Glejte, to so seveda vse projekti, ki so pod velikim vprašanjem in ki bi jih bilo treba popolnoma drugače pripravljati in drugače peljati. Kaj bi pa Križman povedal, če bi bil izvoljen, pa lahko razberemo samo iz elektronske pošte, ki je z njegovega naslova romala podžupanu Pelku. Ja, če si državni svetnik, se pač morda, tako gre razumeti Križmana, kdaj ugrizneš v jezik za voljo tistih, ki so te podprli. Alojza Križmana smo danes še enkrat poklicali ter mu dali možnost, da pojasni elektronsko pošto, s katero razpolagamo. Sodelovanje je zavrnil. Vprašanje, kako komentirajo ravnanje njihovega kandidata, smo naslovili tudi na Stranko modernega centra, vendar odgovora do zaključka redakcije nismo prejeli.